V Ljudskem vrtu je tokrat domači Maribor, ki je bil prvi na lestvici, pričakal nogometaše Krke, ki so v drugem delu prvenstva v izjemno dobri formi. Tudi Maribor je v izjemni formi, po 8 zaporednih zmagah v domačem prvenstvu je v prejšnjem krogu vendarle izgubil točke, na gostovanju v Domžalah bilo je neodločeno 0:0. Prva akcija za Maribor, poskušal je Mendija, meril visoko čez gol. Potem kombinacija tudi Novomeščanov, poskušal je Fuček, a tokrat je žoga za las zgrešila cilj. Še ena lepa akcija za vijoličaste, poskušal je Tavares, ki je po izjemnem preigravanju zgrešil. Novomeška vrata, ostala je pri začetnem rezultatu. Še ena nevarna kombinacija vijoličastih, še eno lepo preigravanje. Mejač je poskušal po samostojnem prodoru, na koncu le žoga v naročje gostujočega vratarja Mitrovića. Nova mariborska akcija, Dervišević je bil v izjemni priložnosti in še enkrat brani Mitrović, potem pa predložek pred vrata, podal je Janža, najvišje je skočil Šuler in premagal Mitrovića za 1:0. Nebeški skok Šulerja, ki je poskrbel za mariborsko prednost. Do konca prvega dela še ena obetavna akcija, tokrat na dolenjski strani izjemna obramba Handanovića, Šuler pa je potem izbil žogo pred Kastrevcem in Maribor je na odmor odšel s prednostjo. Drugi polčas takoj gol za Novomeščane in izenačenje na 1:1. To je bil predložek in Fuček je podal pred vrata, Kastrevec pa je zatresel mrežo, potem še 11-metrovka. Igra z roko mariborskih nogometašev, Antun Palić je stopil k žogi in v pičlih 5 minutah je Krka iz zaostanka prešla v prednost in šokirala Ljudski vrt. Maribor se je znašel še nekoliko težjem položaju, ko je drugi prekršek storil Marko Šuler, prejel še drugi rumeni karton in bil izključen. Z igralcem manj je torej ostal Maribor in skoraj pol ure igre je Maribor na koncu igral samo z 10 nogometaši. Kljub temu, da so nogometaši Maribora igrali samo z 10 igralci, so imeli nekaj priložnosti. Po lepi akciji Boharja je za las zgrešil Tavares. Vratnico je stresel tudi Luka Zahović, nekaj smole za vijoličaste, ki pa so vendarle z igralcem manj napadali in Maribor je prišel do izenačenja, žoga je prišla pred vrata, Mendi je bil spreten, Tavares pa je žogo potisnil mrežo in premagal vratarja Mitrovića za izenačenje na 2:2. To je bil še končni izid tega dvoboja, Krka je presenetila v Mariboru in iz Ljudskega vrta domov odhaja s točko. Ja, presenetljivo iz prostega razloga, ker so dosegli 2 zadetka v 5 minutah. Enostavno naš blackout v začetku drugega polčasa je bil zelo kaznovan za 2 zadetkoma nasprotnika. Veseli, da smo še potem po izključitvi kljub 10 igralcev dominirali, prišli do izenačenja, imeli še neko število priložnosti, katere bi lahko obrnili v svojo smer, ampak tako je, če nisi vseh 90 minut skoncentriran v nogometu, te hitro kaznuje, tako smo bili danes v 5-6 minutah, bom rekel, nekakšne nepripravljenosti, bili kaznovani z 2 zadetkoma. Ja, odkar sem jaz prevzel ekipo, gojimo napadalen nogomet za zadetke, nogomet za gledalce. Tudi danes v Ljudskem vrtu se nismo ustrašili, predvsem v drugem polčasu smo stopili na plin, se je videlo in smo 2krat zadeli. Malo mi je žal, da nismo potlej, ko smo imeli igralca, več izkoristili, kakšen protinapad ali pa polprotinapad, ker se mi zdi, da bi lahko zadeli še kakšenkrat. Ampak na koncu mislim, da smo lahko s točko v Ljudskem vrtu zadovoljni.